Slovenski policisti letno zasežejo več tisoč ponarejenih bankovcev in kovancev. Vsak ponaredek se po zasegu policistov znajde v rokah enega izmed 6 izvedencev Nacionalnega forenzičnega laboratorija. Nataša Ženar, vodja oddelka za preiskave dokumentov, ponaredek prepozna že ob prvem pregledu. Jaz imam tukaj le 2 bankovca, eden je pristen, vzorčen bankovc, drugi je ponaredek, to je en tak zelo pogost ponaredek, takih zelo veliko dobimo v Sloveniji z obtoka. Vsi evrobankovci imajo vrsto zaščitnih elementov, ki jih ščitijo pred ponarejanjem. Recimo ena takih osnovnih zaščitnih elementov je pregled v ultravijolični svetlobi. Recimo, če pogledamo navaden bankovc, je temen, papir je temen, noter ima neka vlakenca, ki svetijo in nek vzorc, ki sveti. Zdaj se to malo slabo vidi, zaradi tega, ker je ta ponaredek zraven tako izrazito svetel. In imitacije, recimo vodnega znaka in zaščitne nitke, postanejo zelo vidne. Za preverjanje bankovca je potrebnih le nekaj sekund, saj zadošča že, da ga pogledamo, otipamo in obrnemo proti viru svetlobe. Druga stvar, ki jo lahko gledamo mi ali pa kdorkoli drug, je vodni znak. Jaz to pogledam pač na napravi z svetlobo od spodaj. Zdaj en navaden uporabnik denarja bo to enostavno vzel bankovec in ga bo pogledal proti svetlobi, proti oknu, proti luči, proti čemarkoli. Tale ponaredek konkretno ima imitacijo vodnega znaka. Tudi recimo tlele noter je zaščitna nitka, ki je kle svetla, imitacija ne bi smela biti. V obtoku je največ ponaredkov srednje kakovosti, na katerih je imitiranih le nekaj zaščitnih elementov. Hologram, tle je nek hologramski element v traku, na ponaredku je imitacija. Če jaz to namečkam premikam, ko se spreminjajo podoben. Na zadnji strani je en tak iridescenten trak, ki v tem primeru je pod enim kotom viden, pod drugim ne. Je pa recimo tehnika tiska. Na pristnem bankovcu je v tem delu intaljev tisk. To je tisk s tako zelo gosto barvo, a se vidi na sliki, da je v bistvu mečkan tridimenzionalen. Mečkan je dvignen in je tudi utikan. Zdaj, če to primerjamo z tem delom istim pri ponaredku, je pa dosti očitno, da je tisk drugačen. Evrski kovanci so pred ponarejanjem zaščiteni z zahtevnimi strojno berljivimi prvinami. 3 kovanci, od tega imam 2 ponarejena in enega pristnega. Nekaj je tudi sicer razlike v barvi, ampak to ni nujno prvi znak, zaradi tega, ker kovanci v uporabi lahko spremenijo barvo. Črke na obodu kovanca za 2 evra in posebna sestava kovanca za 10, 20 in 50 centov slednje ščitijo pred ponarejanjem. Nekatere razlike so v takih zelo drobnih detajlih. Je pa en tak recimo preprost test, ki ga lahko naredimo, ampak to velja za 2-evrski kovanc. Če vzamemo magnet, pristni kovanci imajo neke določene magnetne lastnosti. Zdaj mi jih drugače merimo, natančno z neko napravo. Lahko pa to naredimo tudi z enim navadnim takimle magnetkom. In sicer pristen kovanc se na tak magnetek prime, ponaredki nekateri pa ne.